Kar vidiš za mano je Hyundai Kona. In jaz še največja zamera, ki jo imam, ki pride do kabine, je... Jo, a veš kaj delam? Iščem plec, da bi posnel tale vlog z enim avtomobilom, ki ga ni bilo v Komotar minuti že nekaj časa, ki je pa nazadnje bil, smo šli pa z njim na morje, pa električen je bil. Kar vidiš za mano je Hyundai Kona. Ajde, zdaj pa treba najprej Uržah povedati, zakaj je tale Kona sploh na testu. Mislim, če sem jo v Komotar minuti že imel. Najprej pa, medtem, ki ti gledaš tale vlog, je Hyundai vmes Kono že prenovil. Žarometi so malo spremenjeni, enako pomeni za odbijače in tako naprej. Zdaj pa dejanski razlog, zakaj imam jaz točen ta avto na testu, to je hibrid. Ampak tak klasičen. Torej, razmeroma majhna kapaciteta baterije, ampak dovolj, da ti da A, dosti enega sunka, če ti hočeš hipno pospeševanje, se kar pozna, B, dejansko lahko nekaj malega voziš tudi na štrom in pa C, praktično ves čas ti elektrika pomaga. Jaz včasih kaj neumnega povem. Valjda, če si kupil hibrida, da ti bo elektrika ves čas pomagala. Pa sem že utrujen danes, dolg dan je za mano, pa pol neumnosti govorim. Škaj, zdaj bom pa jaz avto malo prestavil, ker sem bil, so tako grdo sence na njega padale. No, zdaj pa že malo boš. Za začetek, pa kupenih ograj zadnji pa tako. Iz dežja pod kap. Hotel sem najprej to reči. A si ti recimo vedel, da je Kona do zdaj bila na voljo kot dizel, pa bencinar, pa električen avto, ne pa kot hibrid. In osnova pogonskega sklopa tukaj pod pokrovom motorja je 1,6 litrski bencinar. Temu valjda prešteješ še elektromotor pa baterijo, zmogljivost oziroma kapaciteta je med... Pa prej sem bral, no. Čakaj malo. 1,6 kWh tam nekje, mogoče zadrobiš več. No in zdaj, če že govorimo o hibridizaciji Kone, valjda se bomo najprej lotili porabe oziroma ekonomičnosti. No, pričakoval sem vsem kakšen deci nižjo porabo. In upoštevajoč to, da Hyundai Kona ni ogromen avto, sem si mislil, pa dobro, ker vsem bi človek pričakoval, dajmo reči 5,3, 5,4, mogoče 5,6. Poraba na testu pri meni je bila med 5,9 pa 6,0 se vse skupaj vrtel. Ja pa jade. Če si tak voznik, ki boš pač res gledal na šparanje, pol naj te ne skrbi. Mislim, konec koncev se je tudi poraba 6,0 ali pa 5,9, to ni tako grozno. Pejmo še na druge stvari, ki jih je avto sposoben ponuditi. Prvič, s Kono se je ful luštno peljati. Če odmisliš to, da vsake toliko časa zna biti malo neudobna, to je pa zato, ker je že v osnovi dost, bom rekel, čvrsto nastavljen, kar je načeloma dobra stvar, sploh če noče, da se preveč guncaš v ovinkih. Drugič, pogonski sklop ti omogoča ene vrste dinamičnost, ki ti ne pride sam prav takrat, ko prehtevaš, ampak kadarkoli bi da se avto malo bolj zgane, ali je to v križišču ali ob speljevanju, imaš vedno neki malega elektrike tam, da te na to spomne, da se to da narediti, brez kakršnegakoli napora. Pravzaprav se je s Kono fajn vozil. Pa da ne pozabim, enako pohvalo je dobila Kona tudi pri motorjevi menjalnik, sicer avtomatizirana dvojna sklopka deluje res super. Dobro, pa so pa še druge stvari, ki govorijo o prid tem avtomobilu. No in izgled Kone je ena izmed njenih, se meni zdi, največjih prednosti. Kolikor obrneš, Kona še vedno zgleda zelo sveže. Pa še kakšno pohvalo ji lahko dam, avto je razmeroma prostoren, počutje tukaj noter pa, ja, vem, nekaj trde plastike, poslušaj. Pa da ne bomo govorili samo o obliki, o pogonskem sklopu, pogled, takole zgleda kabina. V tem primeru imam jaz opravka z klasičnimi merilniki, ki so na levi strani posvečeni predvsem spremljanju, kaj se dogaja s pogonskim sklopom. Veš, tukaj spodaj recimo stanje napolnjenosti baterije. Mi je posrečen detajl ravno to, da gre za analogni merilnik. Tukaj višji pa pravzaprav en tak dober indikator, kako varčno voziš in kdaj se baterija polni. V tistem primeru gre tale kazalec na levo, vidiš, piše charge. Torej, če med vožnjo ostajaš znotraj tega zelenega območja, pomeni, da voziš kolikor toliko varčno. Če ga pa žežiš, ne, pa gre pa vse skupaj tja proti powerju. Pa ajde, dajmo se še malo razgledati, torej multifunkcijski volan, tukaj imamo upravljanje z audio napravo, tempomat, pa tukaj spodaj, lej, tale dolg predal sem jaz spravljal, oziroma še vedno imam noter kovance, zato jih je zelo lahko ven pobrati, vidiš takole. Potem imamo tukaj dva cup holderja, gretje sedeža na voznikovi strani, sovoznikovi strani, gretje volana, pa sistem za pomoč pri parkiranju. In jaz še največja zamera, ki jo imam, ki pride do kabine, je, da se mi zdi, da bi morala biti zvočno bolj zatesnena. Pa všeč mi je tudi, da so vsa stikala, ki jih vidiš, razmeroma velika, to se pravi, da boš bolj malo kiksu, pa tudi vmesnik je zelo, zelo odziven. To mi je ful dobro. Tole pa nisem še nikoli kliknil. Kaj tukaj piše?
aha, vidiš, average 6,4, to je zato, ker sem zdaj 2 dni praktično izključno po avtocesti vozil in to ni toliko relevantno za enega, bom rekel, povprečnega kupca, tukaj imaš energy flow, da pa spremljaš med vožnjo, odkje tvoj avto črpa navor oziroma odkje prihaja energija na sprednji kolesni par. Ne bom pa zgubljal besed o drugih prednostih podobnih avtomobilov, pač višja oddaljenost od tal, logično slabše podlage, visok položaj sedenja in tako naprej. Bolj se mi pomemben zdi podatek, da če te zanima točno taka, ki jo vozim v tem trenutku jaz, oprema je impression in dobra stvar pri tej opremi, pri točno tem avtomobilu je izdatna bogatost asistenčnih sistemov. Imaš opozorilnik za prečen promet. Če veliko voziš v mestu, pa parkiraš na majhnih parkplacih, pa je treba rikverc ven, recimo, je to vrhunsko pomagalo. Kolesarji so včasih tako hitri, pridajo iz vogala, ti si lahko pozoren voznik in ga preprosto ne vidiš. Ti voziš rikverc in avto sam pogrunta, da bi bilo boljše, da se ustaviš. Potem je ta avto opremljen s sistemom za preprečevanje nenamerne zapustitve voznega pasu. Sistem dela odlično in dosledno, predvsem je pa, to mi ni bilo toliko všeč, ampak boljš to, da bi bil prepozen. Ful agresivno posreduje. Mislim, da ti volan obrne, tako te vrne na sredino pasu, da skoraj nimaš šans, da bi zabluzil, res. Pa kup še enih drugih sistemov. Zdaj pa, če potegnem črto, meni se zdi vrhunsko, da je Hyundai obogatil ponudbo pri Koni in predstavil ponudbo tudi hibrida. Ker konec koncev učinkoviti hibridi pa priključni hibridi so v tem trenutku, če vprašaš mene, the way to go. Na koncu je pa itak vedno tako, da se moraš strinjati s ceno. Zdaj, pri Hyundai Koni hibrid je tako, da se vse skupaj začne pri 24 900, pa upoštevi še ekosubvencijo, ne tisto, ki ti jo da država, ker za navadnega hibrida ti jo ne da, ne. Pa za priključenega tudi ne. No, glavno 24 900 pa daš zraven še ekosubvencijo, ki jo prispeva Hyundai sam, torej uvoznik, ta je 2 jurja, to ni malo. In to pomeni, da si pri osnovni hibridni Koni na ceni 22 900. Ok, jaz mislim, da je to. Osnovna informacija, ki sem jo želel čez spraviti, je itak to, da zdaj veš, da je Hyundai Kona na voljo tudi kot hibrid, ne samo kot dizel, bencinar ali pa električen avto. In se mi zdi, da imaš vse potrebne informacije, ki bi te v osnovi zanimale. Če ne pa, če nimaš dovolj, predlagam 2 stvari. Ali si pejt pogledat še moj vlog o električni Koni, ali pejt pa na Amazon Motor Review, pa še tam najti kaj materijala na to temo. Na netu, ne? Čeprav božje bi bilo, da si član, pa dobiš domov review, ne? Pa vse tiste mojstrovine od besedil, ki jih spiše Jure, pa njegov urednik Blaž. Vse se moram itak enkrat razgovoriti, na prednosti članstva pa tako naprej. Ampak to ne bo v tem vlogu. Nič, to je to za danes. Lepo se me. Ajde.